Novo leto, nov začetek, a vendar s poprazničnimi izzivi. Danes vam predstavimo 5 rešitev z Jeleno Dimitrijevič za popraznične izzive in težave. Zaupamo vam, kako in na kakšen način se uporablja sveti les. Sploh v začetku leta je ta zelo pomemben in pa danes ugotovite tudi, kakšne energije bodo vladale v mesecu januarju. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Prazniki terjajo svoj dolg, predvsem, če nas je malce zaneslo oziroma smo zares zaužili vse tiste dobrote, ki so torej tako klasične, pa si rečemo, pa to je tradicija, pa moram in tako naprej. Skratka, danes bomo obravnavali 5 poprazničnih tegob, s katerimi se torej soočamo. Res je, da je Jelena Dimitrijevič sestavila krasen, čudovit priročnik in celoten paket pravzaprav vitkanja, ki je program za izgubo odvečnih kilogramov, ampak odvečni kilogrami so le ena izmed tistih tegob, poleg torej ostalih, ki pa so lahko napihnjenost, maček, potem zgaga, torej bolečine v želodcu in seveda zaprtje. Teh 5 prazničnih tegob bomo danes torej obdelovali, kljub temu pa v temu priročniku in celotnemu paketu definitivno najdete vse to in vse to je tudi zelo povezano med sabo. Jelena Dimitrijevič je v moji družbi, lepo pozdravljena, dobrodošla. S katero bova začeli? Mogoče z mačkom? Lahko, ker dosti krat se zgodi, da se spije kakšen kozarec več, pa potem so težave. Slovenija ima problem. Ima, ja, definitivno. Ker glede na to, koliko sem potovala in videla in opazovala kulture, Slovenija ima problem. Definitivno. Tudi država, iz katere jaz prihajam, ima tudi podoben problem. Očitno je nekaj tle v zraku, v same očitno vibraciji. Ali je zaradi tega, ker dejansko alkohol deluje zelo močno zasvojilno in zaradi tega, ker imamo izjemno veliko stresnih okoliščin, ne znamo se sami pomiriti, ne znamo najti ta stik s seboj, potem posežemo po kakšnih stimulativnih ali pijačah ali drugih zadevah, da se vsaj na trenutek sprostimo. In zaradi tega ljudje to počnejo in predvsem tudi v teh prazničnih okoliščinah je tako, da družba, potem zabava in če se ne znaš sam sprostiti in uživati v tem trenutku, potem rabiš nekaj, da te bo sprostilo, da se počutiš bolj tako dostopan, komunikativen in tako dalje. Rešitve proti mačku tale trenutek vidimo na našem televizijskem ekranu. Spite manj in po obroku, alkoholu, da se dodaja vodo, elektrolite. Kako uživate elektrolite? Kaj si tukaj mislila? Lahko tudi klasične tiste kombinacije, recimo kalcij, kalij, magnezij, kakšna mešanica, lahko so tudi recimo zelenjavni sokovi, ki nam pri tem pomagajo, ker v bistvu pri alkoholu tudi gre za zadevo, da telo izgublja tudi izgublja vodo in potrebujemo tudi več tekočine. Zaradi tega niti ni dobro, da zraven pijemo še kavo, zaradi tega, ker bomo izgubljali še več tekočine iz telesa. Vem, da to ponavadi gre eno z drugim. Ljudje rečejo, da se streznejo s kavo. To je po eni strani mogoče se zdi, da je res, ampak po drugi strani nam naredi več škode kot koristi. Jaz seveda priporočam, da alkohola ne pijemo, če smo toliko ozaveščeni in če res imamo radi svoje telo, tega ne bomo počeli, ampak če nismo še tam in če bomo spili kakšen kozarček ali več, takrat res je treba paziti, da smo dobro hidrirani. Tudi recimo pomaga, če zaužijemo nekaj malo več fruktoze, sicer jaz ponavadi odsvetujem to koncentrirano obliko fruktoze, ampak v primeru alkoholiziranega stanja, takrat fruktoza pomaga, da se hitreje recimo metabolizira sam alkohol. Fruktoza kot? Kot recimo pomorančni sok, lahko je tudi recimo koncentrirani obliki kot agavin sirup. Na tak način bomo dobili majčkeno več fruktoze in na tak način bomo hitreje izločili tudi alkohol iz svojega sistema. Hkrati pa ne paše to mogoče vsem, ampak ponavadi se tudi svetuje, da se poje naslednji dan zajtrk, ki je lahk za prebavljanje, tudi recimo več vlaknin vsebuje, ker vemo, da vlaknine tudi vežejo različne toksične snovi nase in če pojemo nekaj več vlaknin, to nam lahko tudi pomaga. Pomaga seveda tudi, da se dobro naspimo,
da smo na svežem zraku, mogoče izvajamo kakšne lahke aktivnosti, sprehod je tudi v redu, tudi se prhamo mogoče za to mrzlo pa toplo vodo. To te zbrihta. Tako, da hitreje gre tudi cirkulacija in da se tudi izločajo tiste toksične snovi hitreje. Tako da to je nekaj stvari, ki jih lahko počnemo, več vitamina C je treba definitivno zaužiti, mogoče podpreti tudi jetra z določenimi klasičnimi rastlinami, ki jih že poznamo, tudi več kurkume recimo pojesti v tem času, tudi kakšen pegasti badelj, recimo artičoke, kakšne tinkture lahko pomagajo. Ampak evo zdaj, ko naštevam vse te stvari, koliko je tega treba narediti, da bi se sam znebili tega občutka, a je to res vredno, da se toliko pol matramo, pa sploh ni prijetno. Jaz te izkušnje nimam, ker alkohola sploh ne uživam, tako da težko tudi govorim iz lastne izkušnje, ampak verjamem, da v bistvu niso prijetni občutki. Ja, ti bom jaz povedala slovensko kurativo pri mačko. Klin se s klinom zbija. Vem. Za slabost, ker ponavadi se povezuje tudi s slabostjo, ingverjev čaj je fantastičen, nariban tudi ingver, to nam tudi lahko pomaga, da se pol znebimo teh simptomov. Vsekakor pa ni priporočljivo, da se klin s klinom izbija, ker na tak način bomo še dodatno zastrupljali svoje telo in bo veliko težje. Odlično, torej kot kurativo si dodala ingverjev čaj, spanje, izogibanje kavi, torej glikontra, kakor mislimo, prhanje, lahka telovadba in pa dodaten torej vitamin C, da se zadeva izloči. No, poleg mačka bomo dodali še, kako se soočiti torej s poprazničnimi tegobami, kot so bolečine v želodcu, zgaga, zaprtje, napihnjenost in tako naprej. Mi pa smo naše goste spraševali, s kakšnimi poprazničnimi tegobami se pa sami soočajo. Največkrat se po praznikih soočamo s tem, da se ugotovimo, da smo preveč jedli, preveč pili in da se nismo ravno obnašali zdravo do sebe. Tako da jaz zdaj večinoma se poskušam že prej v glavi na to pripraviti, da ni konec sveta, da tudi po praznikih obstaja še hrana in se pač že prej malo skontroliram, ampak še kljub temu se velikokrat zgodi, da želodec pa posledično glava trpi po praznikih. Dejstvo je, da sem jaz že kar pred 8 leti odkril nevarnost praznikov glede prenajedanja. To je trenutek, ko se človek lahko prenaje in prenapije in zato ne sodelujem kaj dost na teh praznikih, ker se pač nadziram, koliko človek si lahko tretjino želodca napolni za hrano, tretjino s tekočino, tretjina mora biti prazna. Tako da pač v teh praznikih skoraj imam prazen želodec, ne gledano druge. Samo turški pregovor pravi, človek si zobmi koplje grob. Ja, jaz že med prazniki probam pač jesti ne vsega, kar vidim, tako da probam že med prazniki samimi malo paziti, ampak valjda to ne rata tako, kot bi si človek želel. Tako da po praznikih največkrat napihnjenost, tiščanje v želodcu, ja, po pač 31. decembru, 1. januarja pa priznam tudi malo maček ponavadi, ampak je to. Danes govorimo o poprazničnih tegobah in rešitvah zanj. Napihnjenost je ena izmed tistih stvari, joj, se zbudiš, pol po praznikih, kada si noseč. V bistvu tiste, ki so zelo občutljivi na kakršnokoli spremembo v prehrani ali imajo občutljivost na določena živila, takoj po zaužitju hrane že čutijo napihnjenost. Se pravi, telo zelo hitro odreagira, tako da takoj bomo vedeli, če imamo tiste senzorje, ki nam jasno pokažejo, da nekaj ni v redu, da nismo pojedli ali dobro kombinacijo hrane, ali smo pojedli recimo preveč masno, preveč sladko hrano, ki se teže prebavlja, takoj nam bo telo sporočilo, da smo malo grešili in da je treba spet priti v eno ravnovesje. Zdaj, jaz priporočam, da ne samo, da bi kurativno delovali oziroma da bi zdravili te težave, ampak mogoče, da razmislimo, kaj bi naredili tudi pred tem, da se ne zgodi sam ta dogodek. To bi bilo še boljše, recimo takrat, ko vemo, da imamo kakšno občutljivost, vsekakor jaz predlagam, da vzamemo probiotike, da podpremo tudi na tak način telo. Tudi recimo lahko vzamemo kakšne prebavne encime, da nam pomagajo, da se hrana lažje predela. Hkrati pa pazimo, kaj jemo. Ni nam treba vsega pojesti, kar je na mizi, čeprav vemo, kako funkcionira. Čeprav vem, kako funkcionira ta mehanizem, ko zagledamo nekaj, kar je res kalorično, enostavno se temu ne moremo upreti, če nimamo kakšnih bolj zdravih navad. Ampak dejansko pripravimo nekaj hrane doma, če vemo, da bomo šli
na eno tako mesto, kjer ne bo veliko izbire za nas, ali pojemo še nekaj malega, preden gremo, kjer se odpravimo na kakšno proslavo ali ne vem, kakšen dogodek. Tam na samem dogodku pa res tako malo razumsko, da nas ne potegne to hrepenjenje, ampak malo razumsko razmislim, kaj je tle na mizi in bom vzel to, kar bo zame najbolj optimalno v tem trenutku. Če pa ne bo šlo, če ni take velike izbire, pojemo manjšo količino hrane, dobro prežvečimo. Pred tem, recimo, da se ne bi prenajedali, spijemo malo več vode, to nam bo upočasnilo tudi to željo po samem hrepenjenju. Potem lahko pojemo več hrane, ki vsebuje vlaknine. Seveda pazimo, da ni toliko veliko te hrane, ki je masna, veliko pekoče hrane, vse to, kar bi pa recimo meso, živila živalskega izvora, tudi te kombinacije, ki niso združljive, ki nam onemogočajo, da prebava dobro funkcionira. Se pravi, se trudimo, da nekako je hrana čim bolj enostavna. Vem, da je zelo težko, takrat, ko imamo polno mizo enih takih dobrot. Ampak se da. Ampak se da, Kjer je volja, je pot. pripravimo, tudi se pripravimo, preden gremo, tudi malo naredimo kakšne dihalne vaje, se osredotočimo vase, pa pol v bistvu res razmislimo, zakaj to počnemo. To je tudi en način, da res ugotavljamo, zakaj se toliko prenajedemo, ali želimo vse to pojesti, kjer je razlog za to. In ta vzrok je treba potem odpraviti. Če pa seveda ne bo šlo, kot sem rekla, pazimo potem, ko se končajo tisti prazniki, da se vrnemo nazaj v svoj ritem. Na en fajn program vitkanja, ki ga je tudi pripravila Jelena Dimitrijevič, za vse tiste, ki si dolg časa že mečejo pesek v oči, pa hočejo res celostni način, kajti samo celostni način človeka pripelje do teh pravih, dolgih, pravih sprememb in tudi odvečni kilogrami dejansko pašajo tukaj notri. Vse je pravzaprav povezano. Tale trenutek pa bi te vprašala, kako pa pri bolečinah v želodcu pravzaprav? Ja, to je dosti pogosta zadeva. Povezana je predvsem s tem, da res nimamo močnega prebavnega ognja in to je treba izboljšati. Se pravi, če se tega zavedamo, takrat je spet treba bolj preventivno delovati. Izboljšati stanje v svojem želodcu, kar pomeni, recimo, vemo mogoče, da imamo znižano želodčno kislino, da občasno imamo kakšen refluks, mogoče smo imeli, ne vem, kakšno bakterijsko okužbo s Helicobacter pylorijem, jemljemo zdravila za zniževanje želodčne kisline in tako dalje. Vemo, da že imamo težave z želodcem. V tem primeru si pomagamo tako, da izjemno pomagajo probiotiki, tudi pri teh težavah, tudi že omenjeni prebavni encimi, ampak seveda tudi hrana, izbor same hrane. Ko imamo take težave, da ne bi nastopile tudi masna hrana izjemno problematična, ker tudi upočasni sam proces prebave in potem, ko pojemo kakšno hrano, ki je mogoče tudi relativno ok, pa potem pojemo ogromno maščobe zraven, takrat znamo imeti veliko težav. Različni čaj, kot je recimo, ne vem, kamilica, janež, koromač, tudi kurkuma lahko pomaga, ingver, tudi recimo koprive, čaj iz kopriv, recimo pa tale kolmež. To so vse take ene začimbe ali rastline, ki nam lahko pri teh težavah pomagajo, da bi spodbudili boljšo prebavo. Švedska grenčica je ena taka kombinacija različnih zelišč, brezalkoholno najdemo in potem 15 minut pred obrokom tudi to spijemo, to nam lahko pomaga. Ali pa voda s kisom? Lahko tudi kis ali z limoninim sokom, to bo tudi pomagalo. Odlično. Probiotiki pa torej tudi pri tej težavi bodo dobro delali. Tako je, ja, res je. Se pravi, pri vseh prazničnih tegobah so probiotiki na prvem mestu. Ja, tako. Jaz bi temu rekla, da takrat, ko vemo, da ne bomo se mogli držati nazaj, takrat priporočam, da zdaj še čas, da naredimo kuro tudi pred temi dogodki, pa potem takrat, ko bomo jedli kakšno hrano, ki za nas ni obvezno, tudi po obroku je fajn, da vzajemo takoj 1 ali 2 kapsuli probiotikov in stanje bo veliko boljše. Ja, da malce milimo vse to skupaj. Potem pa nama je ostal še problem tegoba praznična, ki se imenuje zaprtje. Ja, velikokrat je tudi v povezavi z želodcem, s stanjem, kako se je hrana sploh predelovala, a se je predelovala na pravilen način ali ne. Velikokrat je povezano tudi s tistim stresom, ki ga nekako prinašajo s seboj praznični dnevi in pol, namesto tega, da bi izkoristili ta čas, ker je itak to zimski čas, da se umirimo, da smo bolj povezani s svojo družino, s svojimi prijatelji, da res v takem enem miru doživljamo praznične dni. Ne, tukaj je hitenje, spet industrija, spet tole potrošništvo in potem se kupujo različna darila in tako dalje. In to vse pripelje do izjemno močnega stresa.
stres pa lahko tudi povzroča zaprtje. Hkrati ne pojemo dovolj hrane, ki vsebuje veliko vlaknin, mogoče ne spijemo dovolj tekočine, spijemo več alkohola in tako to pripelje do samega zaprtja in če nimamo dovolj tudi kakšnih koristnih mineralov, kot recimo magnezij, on zelo pomaga pri zaprtju, potem bomo imeli velike težave in to res ni prijetno, tudi zastrupljeno samega telesa. Tako da maksimalno je treba paziti, da je veliko več vlaknin, dovolj tekočin, gibanja in magnezij ali kakšen psilium, tudi imaš ti odlične tele kapsule, zeliščne tele brikete, ja, tako je. Ja, ti briketi dobro delujejo. Tako, ja. Sem tudi sama padla v situacijo, ker sem bila zaprta, pa sem jih preizkusila in so super, super, super odlični. Bi te pa rada poprašala o mojem sistemu, recimo, jaz si zvečer, če vidim, da sem spet pretiravala, pa mogoče preveč pojedla in tako naprej, vem, da je to strup za jetra, če preveč poješ, ne. Kar naredim, da recimo termofor si dam na trebuh, prej si ga pa zmasiram z magnezijevim oljem. Fajn, to je zelo dobra navada. S tem, da seveda ne priporočamo, da zdaj se skozi prenajedemo, pa imamo hrano, ki za nas ni najbolj optimalna, ampak vsekakor, če pridejo te težave, s tem si res lahko pomagamo in ta masaža je res fenomenalna, to si me dobro spomnila, ker s tem tudi stimuliramo boljšo prebavo in stvari, ki niso več tako fajn, grejo lažje stran. Zakaj tudi probiotiki? Zaradi tega, ker takrat, ko pojemo v tem prazničnem času ogromno sladkarij, ogromno hrane, ki je predelana, takrat hranimo malo drugačne organizme v našem črevesju. In s tem lahko posebej, če imamo že malo zrušen ta sistem, lahko se začne bohotiti kakšna kandida ali drugi mikroorganizmi, ki tudi spuščajo toksične snovi v naše telo in je spet to treba vrniti nazaj v ravnovesje in seveda tega ne moremo tako hitro narediti in zaradi tega nam probiotiki lahko pomagajo. Torej, ni vredno grešiti, če pa že grešimo, pa si moramo znati pomagati. Točno tako je. Če ne pojemo dovolj vlaknin, lahko vzamemo tudi kakšen psilium, recimo, kjer vsebuje zelo veliko vlaknin, ki nam bo pomagal, ali pri tem, če nastane ne samo zaprtje, ali mogoče kakšna driska, ali ker marsikaj se zna zgoditi, če ne prebavljamo dobro določenih živil, tako da definitivno obstaja nekaj teh načinov, kako si lahko pomagamo. Pri granulah bi rada samo še tole dodala, jaz sem en feler naredila in sicer sem jih vzela popoldan, pa sem se mogla po noč zbujati. Tako da dejansko je bolj slediti navodilom, pa zvečer, pa bo potem zjutraj olajšanje. Tako je, tako je. Ker jaz sem mogla pol po noč, pa sem se pol zbudila, sicer olajšanje zjutraj, ampak meni spanec veliko pomeni, pa se mi zdi, da je to pomembno. Zaradi same regeneracije telesa, tako da ja, definitivno. Torej, danes sva oddelali teh 5 po prazničnih tegob in sicer maček, voda vam bo tukaj zelo pomagala, že v samem štartu, potem imamo zgaga, bolečine v želodcu, potem smo obdelali odvečne kilograme, zaprtje in pa napihnjenost. Pravzaprav vsaka v svojem mehurčku, a vendarle gre tukaj za en večji mehurček, to vse povezano, ne? Tako, vse je povezano, tako da jaz mislim, da vsak zelo dobro ve, v kakšnem je stanju, oziroma vsaj, če ne nič drugega, vse ima simptome, ki se nekako povezujejo z enim neravnovesjem v telesu in zaradi tega se za same praznike se je treba dobro pripraviti, in mentalno, in psihično, in tudi kar se hrane tiče. In če prej ustvarimo ene take dobre navade, potem tudi v prazničnem času ne bo velikih težav, ne odvečnih kilogramov, ne slabega počutja. Tako da jaz mislim, da tisti, ki več skrbijo zase in za svoje telo, živijo tudi v sozvučju tudi z lastnim telesom, ne bo imeli toliko veliko težav. Za vse ostale pa je tako, kakšni nasveti, tisti, ki pridejo prav, pa čas za spremembo po novem letu, ne? Ja, zmeri je tako, ne? Zmeri najdemo nek nov ponedeljek, pa nov mesec, ko dejansko začnemo. Najlepša hvala za vse, kar si zaupala Jelena Dimitrijevič v naši družbi, ki pa je tudi avtorica Vitkanja, pravzaprav paketa, ki ga dobite skupaj s tem priročnikom, v katerem, glejte, zelo kratek je, 72 strani ima, nobenih 300, 400 ali pa 500 strani,
strani, ker tele stvari so bolj simpel, kot si mi vsi predstavljamo, ko smo tukaj cajta hujšali, pa bili vsak dan hujši. Skratka, gre za določene mehanizme, ki jih je vredno spoznati in potem upoštevati take in drugačne trike, tako da tole se je vredno pozanimati, kajti življenje je lahko mnogo bolj lahko, kot si predstavljamo, predvsem pa ne rabimo biti sužnji hrane. Sama vem, da sem to suženjstvo kar dobro upravila in kar veliko in vrsto let. Še kakšna informacija, saj veste, preverite pa tudi YouTube kanal, kjer najdete še kakšno zanimivo vsebino, ki jo je z mano posnela Jelena Dimitrijevič. Se pravi, če damo v hladilnik, gremo po prostoru, se sprehodimo po prostoru, naokoli, prekadimo, odpremo omare. Odpremo tudi omare? Seveda, posod, kjer je temno, gremo